Mi pozdravljena. Zdravo. Nacionalna fronta Marine Le Pen je na zadnjih volitvah zabeležila prepričljivo zmago. Kdo so pravzaprav njeni volivci? Ja, Nacionalna fronta je dobila kar četrtino glasov. Po novem bo v Evropskem parlamentu sedelo 24 skrajno desničarskih poslancev. Marine Le Pen oziroma Nacionalno fronto je, kakor so napovedovali, že anketa javnega mnenja, volila mladina in volilo jo je delavstvo. Kar 57% francoskega delavstva se nekako prepozna v idejah, ki jih širi Nacionalna fronta. To zbuja skrb, kajti pred desetletji recimo so se prepoznali v levici, predvsem komunistični levici, zdaj pa nekako so prišli k Marine Le Pen, oziroma jih zna nagovoriti samo še Marine Le Pen. Kako pričakuješ, da bo politika Marine Le Pen vplivala na preostalo politiko v Franciji? Ja, mogoče treba povedati, da nekoč, ko je Nacionalno fronto vodil njen oče Jean-Marie Le Pen, je stranka zelo ostajala na robu, na skrajno desnem robu. Ideje, ki so jih takrat širili, so bile zelo ekstremistične. Med drugim je zanikoval holokaust, veliko bilo tudi spogledovanje z besedami, kot so fašizem in tako naprej. Marine Le Pen, njena ambicija je pač poriniti stranko iz skrajnega desnega roba v ospredje, neutralizirati stranko in nekako narediti normalno. In to ji uspeva. To so pokazale že pred tedni oziroma konec marca lokalne volitve in zdaj tudi evropske volitve. In zato je tudi ta strah na mestu, kako se bodo Francozi odzvali v prihodnje, ko bodo predsedniške in parlamentarne volitve. Pred kratkim si zapisala, da veliko vlogo pri normalizaciji skrajne desnice imajo tudi mediji. Zakaj? Ja, zato, ker smo določenim, kot sem napisala, določenim besedam smo vzeli svetost in drugim bogokletnost. Nekoč ni bilo običajno, da bi se Jean-Marie Le Pen, se pravi oče Marine Le Pen, pojavljal redno pred televizijskimi kamerami. Danes kličejo Marine Le Pen, zato ker je v bistvu všečna za medije, je zagotovo karizmatična, zna govoriti, hitro misli. Marsiko v teh besednih dvobojih je zelo spretna in okretna. In zato je še toliko nevarnejša. Moram pa povedati, kakšna je njena politika. Njena politika je politika iskanja grešnih kozlov. Priseljevanje je ena taka tema. Rada kaže s priseljenci, jasno tudi pove, kaj bi storila, če bi se povzpela na oblast. Med drugim bi omejila recimo sedanjih 200.000 primerov priseljevanja na leto na 10.000. Tu je zelo neusmiljena in vloga medijev je pa v tem problematična, ker vedno govorimo, kadar je tema priseljevanje o problemih manjšin, ne povemo pa recimo, da v Franciji živi ena cela množica ljudi, ki so prišli od drugod, ampak so lepo integrirani in živijo uspešno in tako anonimno življenje v Franciji. Po nekih podatkih je vsak četrti sodobni Francoz ima prednika od drugod. Vzpon skrajne desnice pogostokrat enačimo oziroma ga vidimo kot posledico neke finančne krize. Zakaj je skrajna desnica začela rasti v Franciji? Ja, zagotovo je kriza. V krizi marsikaj te ideje padajo na plodna tla. So pa tudi, in zagotovo je tudi problem to neprilagajanje. Nekateri pravijo, da ta doba ali pa tranzicijska doba v globalizacijo ni končana in tukaj imamo velike probleme, imajo družbe velike probleme. Francija sloni na velikih podjetjih, ki so zelo toga in premalo okretna v tej svetovni dinamiki, primanjkuje pa malih in srednje velikih podjetij, ki so mnogo bolj gibčna, recimo. In zato je zagotovo treba poskrbeti, kakor pravijo, za te strukturne reforme, ki jih nekako ni pod Hollandom. Hollande je tudi napovedoval pred volitvami, da bo poskrbel za mlade, za brezposelnost. Kaj se je zgodilo z njegovim politikam? Osrednji poudarek je bila zagotovo mladina. Zdaj je njegova politika zelo drobnjakarska, nekako daje samo aspirin, ne odpravlja pa pač problemov, izvornih problemov. To so recimo delovna mesta prihodnosti ali pa medgeneracijske pogodbe. Zato mu mladi, zato socialistični politiki oziroma on se zdaj tudi definira kot socialdemokrat, obračajo hrbet in mladi so tisti, ki so tudi pred dnevi v bistvu podprli skrajno desno politiko.
Pričakuješ, da se bo stranka Nacionalna fronta tako dobro odrezala tudi na prihodnjih predsedniških volitvah? Ja, do leta 2017 je še daleč, ampak strah obstaja. Na mestu je mogoče tudi primerjava z letom 2002, ko se je očetu Jean-Marie Le Penu uspelo prebiti v drugi krog predsedniških volitev. Takrat je bil šok velik, ampak potem v drugem krogu so jasno Francozi večinoma in z veliko večino podprli Chiraca. Tokrat so razmere malo drugačne. Odlično se je odrezala na lokalnih volitvah, zdaj na evropskih volitvah in ambicija Marine Le Pen je pa jasno povzpeti se najviše. Hvala za pogovor. Prosim.